been listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to hear the songs of Zion coming from the land of endless spring, get in touch with God. Turn your radio on. Spoštovana gospa ravnateljica, profesori in profesorice, dragi dijaki in dijakinje, pozdravljeni! Pred vami je prva številka video oglašanja. Sestavili smo pregled različnih aktualnih dogodkov. Uživajte v ogledu. Lepo pozdravljeni, z vami sem Estera, predsednica Dijaške skupnosti na Šolskem centru Rogaška Slatina. V letošnjem šolskem letu Dijaška skupnost prireja novost in sicer tekmovanje za najrazred šole. Potekali bodo 4 natečaji in sicer od meseca oktobra do meseca januarja, ko bo na koncertu Dijaške skupnosti razglašen najboljši razred šole. Pridno spremljajte našo oglasno desko ter sodelujte na naših natečajih. Dijaki 4. letnikov smo se po 3. in 4. oktobra potepali po Kamniško-Savinjskih Alpah. Kako smo se imeli, boste videli v naslednjih fotografijah.
Danes smo radijci za vas pripravili ekskluziven intervju z gospod profesor Mateja Jagodič. Gospod profesor, ste ena izmed najpopularnejših profesorjev na šoli. Kako vam uspeva ohraniti to popularnost? No, to je pa za mene nov podatek, tega res nisem vedela. Ja, verjetno ima moj globok pogled, kaj s tem, pa moje delo v razredu. Za vas je značilno, da imate do dijakov zelo oseben odnos. In do dijakov se sploh ne obnašate kot profesor pod prisilo oziroma kot stresni profesor. Mislite, da je to vaš adut pri vaših urah? Osnovno vodilo, ki se ga poskušam držati, je, da se do ostalih obnašam tako, kot pričakujem, da bi se ostali naj obnašali do mene. In če mi to uspeva, pa sem vesela. Ali ste že od nekdaj želeli biti profesor? In zakaj ravno profesor nemščine? V bistvu, če povem po resnici, sem bila najprej vpisana v prvi letnik ekonomije v Ljubljani. Profesor sem postala po spletu okoliščin, ker je bilo malo preveč vpisanih in se zelo na hitro odločila, kako in kaj, in sem zbrala nemščino in zgodovino. Verjetno si izkušnji niste nabirali samo na Šolcu RSO-ju, ste iskali tudi drugje. Takrat, ko sem jaz diplomirala, v bistvu ni bil taka težava dobiti službo, tako da so mi jo celo ponujali na večjih šolah. Začela sem pa dejansko na trgovski šoli v Celju, ki se je kasneje preimenovala v poslovno-komercialno šolo v Celju, od tam sem prišla pa sem. Na Šolcu RSO-ju ste do mature, maturantskih in drugih strokovnih izdelkov pospremili že precej generacije. Redno sodelujete tudi pri ostalih projektih. Kakšne spremembe opažate pri mlajših generacijah in kaj jim iz izkušenj želite svetovati? V bistvu nekih posebnih sprememb niti ne opažam. Mladi ste mladi, upam, da boste tudi naprej ostali. Pridejo generacije takšne in drugačne. Svetovala bi vam pa predvsem to, da si najdete čas zase, da ugotovite, kaj želite in da naredite najboljše, kar zmorete. Hvala. Dva, tri, 4, 5, 6, 7, 8. Še enkrat. Pozdravljeni. Kot že večina vas ve, se bo v naslednjih dneh začel v Sloveniji predvajati nov mladinski film, in sicer Vloga za Emo. Tudi v Kinu Rogaška bomo imeli ta film, in sicer 28. oktobra ob 18. uri. Po filmu pa ste vabljeni na pogovor z filmskimi ustvarjalci. Torej lepo vabljeni, sedaj pa si bomo pogledali še filmski napovednik za ta film. Emma. Gospodična Poljanec, kaj pa vi počnete med poukom? Cigaret si zvijam. Kaj delaš? Itak bojo spet sami šusi. Ne jih ne bo, ker nas sploh ne bo v šoli. A si ti pila? Pa si ti sploh kdaj vprašala, kakšne težave ima? Ja ne, nisem. Pa zakaj bi jaz morala to spraševati? Daj naredem ti. Daj no. Kaj je narobe, punca? Šola. Šola. Pa te pogledajo, no, rada bi bila taka, kot je ona. Sem res tako budasta, pa si vsi dela norce iz mene. Letos pripravljamo veliko novih oddaj. Te zanima? Ema, pa to je super! Včasih je v življenju tako, da je treba doživeti kaj slabega, da pridemo do nečesa dobrega. Sprejeta sem bila za šolsko televizijo, novinarka bom postala. Ne! Ja!